Torej, dve enaki vrvici, kada sta tole dve različni, čeprav to ena in ista. Zakaj vam hočem to pokazati? Zato, da boste vedeli, da določeni vozli ob različnih debelinah vrvi ne delujejo. In gre lahko kaj hudo narobe. Bog ne daj, da kam koga prevežete pa napačno, ko mu boste prej škodo naredili, kak korist. Da ne bo kam padel. Naprimer, prvi tak vozil je ambulantni vozil, gasilci mu rečete tudi tkalski. Kdo je gasilc? Vi dva. No, mu rečete tkalski vozil. Kako se učite vi? Desna preko leve in leva preko desne. Ne, una, ki imaš v levi roki, gre od zadaj. Ne od zadaj. Spredi gre. Spredi gre. Od zadaj pa je prav. Ni. Vedno ta, se pravi, če rečemo desna preko leve, pa ven, gre ta proti meni. Se pravi, tista, ki gre proti meni, drži. Ta, ki gre proti meni, ta gre stran od mene, vidimo, gre preko te, noter pa ven. In dobimo tkalski ali moški vozu ali ambulantni vozu. Več imen ima. En vozu ima lahko več imen. Zakaj ambulantni vozu? Kaj bi rekli? Je za ambulanto. Tako je. Pa bolj, ko ga zateguješ, pač ne moreš se odvezati. Ampak čez jezi ga je odvezati. Res je. Kako ga pa odvežemo? Sam tako te Cak. Čist preprosto. In s tem so zavezovali tudi rute torej med vojno, ko so ranjence povezvala. So povezali rano, pa so zavezali z ruto povoja, da ni razpadel povoja, mislim, da se ni odvil. In so delali te vozle. Zakaj? Ker so zelo ploščati in zelo malo pritiskajo na samo telo in še dodatno recimo zaustavljajo krvavitev. Ja, pa bolj, ko ga zateguješ. Bolj drži. Ja. Tako. Bolj ga vlečeš narazen, bolj bo seveda držal in ne bo šel narazen. To je res. Vendar, torej, ko so pripeljali ranjenca, so bolničarji samo to naredili. Pa je bilo razvezano. Niso rabili nič rezati. Na ta način so privarčevali še pa še rut in tega sanitetnega materiala. Torej, vsak dober vozu je tisti, ki ga hitro zavežemo in hitro razvežemo. Zdaj prije pa do tistega trika, kot sem prej omenil, ko imamo dve različne debeline vrvi. Pa bomo zdaj isti vozel naredili, ambulantni smo rekli, ali pa tkalski, zdaj pa ta gre proti meni, pa ta stran od mene, drži? Ker nisem nič gledal, kjer je prej. Zmer si zapomnite, tista, ki je gleda proti ven, gre preko te, noter pa ven, zategnemo in to je to. Je? Vendar, kaj se zgodi? Poglejte to. Tale se bo mogoče še celo malo nič se ne bo, razpade. Ker nista dve enake debeline vrvic. Sicer sta zelo hrapavi, tako da ustvarita relativno dosti trenja, tako da načeloma bi še nekako šlo, ampak tega ne delajte, prosim. Dajte vedno uporabiti dve različni, oziroma dve enaki debelini vrvi, kadar delate ambulantni vozu. Seveda, lahko dve različni debelini vrvi spnemo kako s kakšnim drugim vozlom. A je kdo ribič? A poznate enojni ribiški vozel ali pa dvojni ribiški vozel? Ste že slišali? Jaz poznam pašnik. Pašnik, bravo, to je zelo dober. Jaka si je, ne de? Ja, sam pa ne znam. Aha, nič hudega, ti bom zdaj pokazal. V glavnem, kako naredimo enojni ribiški vozel, oziroma kadar imamo dve različni debelini vrvi, jih spnemo tako, da jih damo oba konca takole ena sprot drugega, damo vzporedno, primemo v levo roko, se bom tako obrnil, da boste videli, kakor jaz vidim. Grem enkrat en ovoj naredim okrog te zelene vrvice, prst vzamem ven in kamor je kazal prst, dotaknem konček in zategnem.
Potem to obrnem, tega še malo potegnem naprej, da bom lažje to naredil, ne. Grem okrog kjere, okrog oranžne, prst vzamem ven in kamor je kazal prst, tja vtaknem konec te vrvice. Zategnem. Vedno pustimo malo repka. Ha? Ko je svežen kavlček, na take vožnje. Ja. In potem skupaj povlečeš in to ne dobiš nikoli narazen. Dobiš narazen, seveda. Če vlečeš tako, ne dobiš. Če tako lečemo, ne boš dobil razen tista, ena se bo strgala, katera, tista, ki je švohnejša, ne? Po moje ta leva. Bi bolj šlo. Ni res, ker je tanjša, misliš. Ta drži 1 tono, ta pa mogoče dobrih 100 kg. Ti sem rekel ta leva. Aha, z tvojega vidika, oprosti, ja, se oproščam. Da bo kaj? Se prej strga. Ta se bo prej strgala, kakor ta, ki je plezalna. Ta drži, kot sem rekel, približno 1 tono, ali pa še celo več, 1000 kg. Ta pa mogoče nekaj čez 100. Kako bi pol zdržala tale ta zelena, če bi iz nje tako zapestnico naredil? Kako? Kako bi tale zelena bolj zdržala, če bi pač to zapestnico naredil iz nje? To, kar imaš ti za roko. Tako vzorc. Kako bi zdržal? Aha, tako misliš? Ja, pol to lahko pomnožimo, se pravi, A pa tako vrv, ki smo delali. krat 5 po moje. Ene 5 ton. Zihar. Če bi spletel tak vozil, ja. A pol tale ena vrvica bolj drži kot ta oranžna? Ja. Ta zelena bolj drži kot oranžna. Ne, ampak ti si rekel, da ta črna, ki imaš ti na roki, Ja, 240 drži, ja. se pravi bolj drži kot ta Zihar, oranžna. zihar, ja. Je močnejša. Pa tanjša, ne? Saj to pravim, to so padalske vrvice in to so jih že v prvi vojni so uporabljali za transportna padala te vrvice. Eno padalo je imelo 240 oziroma 250 vrvic takih in vsaka od njih drži, smo rekli, 240 kg. To se pravi, so lahko kar težka bremena dol metali z letala, ne, džipe, tudi kakšen tank je že poletel, so jim dali malo več padal gora, ne, seveda tankom, ne, ker so bili težji, bilo posledično tudi več vrvic, ker tank ima tam, za tiste čase so imeli sigurno, upam, da se ne bom zmotil preveč, okrog 40-50 ton. Parijo, tam to. Sedi se, prosim. Kaj imaš ti nalepke? Na hitrico se bomo pogovorili o medvedu. Od druge svetovne vojne do danes je v Sloveniji medved ubil 3 ljudi. Za 4. ne vejo, ali je umrl naravne smrti, pa ga je pol medved malo odprl, ali ga je pač končal medved. Nimajo dokaza, kaj je bilo prej. A je pač človek sam umrl od kapi ali pa z ne vem česa, ali ga je dejansko medved končal. A vi veste, koliko ljudi je strela ubila? Preveč. V teh letih, 80 letih skoraj. 20 tisoč. Ne vem, nimam podatka. Vem pa, da je recimo lani ena strela naenkrat poškodovala na Malem Triglavu 16 planincev. Vse niso bili mrtvi, ampak ranjeni, jih je dobro prizadela, a ne? 16 do 1. A je kakšen umoril? Mislim, da ne. Ja, to se pa spomnim. Mesto... Tudi medved je dosti napadov upravil, ne? Se pravi, je bilo kar precej napadov medveda. V večini je to zaradi spuščenega psa. Torej, sploh če ni šola, recimo moja aba je točno ve, da gre medved, me točno pozori in ne gre proti njemu. In stoji na mestu. In na mestu laja. Takrat točno vem, da je medved. A ne? In še ni imela kontakta z medvedom, ker če ne bi bilo več. Si ga že kdaj videl? Če jih fotra. Jaz sem Samo eden naenkrat, prosim, lahko, prosim. najbolj tiste, ko imaš ti tam... A če sem ga kje druge še Ja, videl? kje Ja, druge. seveda. Tukaj na blokah jih je ogromen.
Pa ne, da bi vas strašil, vse vam glih hočem nasprotno povedati, da ne boste tako preplašeni okrog medveda. A lahko, prosim, dvigni roko, pa boš dobil besedo. Z veseljem ti dam besedo, ni problem. Prav? A si hotel kaj povedati? Ja, da medvedi niso nevarni, da se zdi bolj. Seveda ne, si to vam hočem povedati. A ne? Že prvi stavek je bil, da je 3 ljudi v 80 letih ubil. A ne? Napadel jih je pa več. Iz razloga, spuščen pes, greste s cuckom na sprehod, a se me noben ne vidi, ga spustite, ali pa psa, lahko tudi teleta skoraj, ne? Oni kraški kvaso. Samo ga tudi pokonča. Kako? Tudi ta velike pokonča. Ne? Glej, pustimo stati. Skratka, greste s psom na sprehod, mislite, da vas nihče ne vidi, a ne? Spustite kužata, kuža bo šel en krog, bo zavohal nekaj, da smrdi. Kaj to smrdi? Bo prišel tja, bo naletel na medvedko z mladiči, ki ima lahko od 1 do 4, ja? In ta medvedka je enako kot vaša mama. Zelo napadalna. Brani svoje otroke pred selivci. Prav, če bi vam kdo hotel, kdorkoli od tujcev ali ne vem, kdorkoli, kaj hudega, če vse normalno, bi vas morala mama zaščititi, jasno tudi oče, ne? Ampak glede na to, da je pri medvedih samo medvedka skrbi za družino, medved je samo tisti, ki pač naredi mladiče, po domače rečeno, a ne? Kaj je smešno? Čuva po vzgajih pa sama mama, ne? Pa res da lahko ta odrasli... Kako ste pa vi ratali? Vas je res štorkla prinesla, ali kako? Ne vem. Dajte malo razmisliti, no, na kaj je to kaj tazga. Vi ste me prosili, da vam povem, pa bi vam rad povedal, ne? No, ko smo že pri paritvi, ne? Se pravi, medved ima paritveno obdobje takole nekje konec maja pa do začetka ali pa konec julija, nekje 6 do 7 tednov oziroma približno 2 meseca. In mama medvedka zamenja vsak teden partnerja. In sicer iz razloga, da zaščiti svoje mladiče. Se pravi, iz Triglavskega narodnega parka pride medved Marko do medvedke Urške. Namreč, kako to vemo? Zato, ker imajo vsaj 20 medvedov v Sloveniji označenih s telemetrijsko vratnico, ki oddaja signal. In točno vemo, za katerega medveda gre, ali pa medvedko, in kje je, in s kom je bila ali pa bil. In koliko časa. Ne? Za analizo, da vemo, kako se obnašajo medvedi. Ne? Če ne bi tega delali, ne bi nikoli vedeli, ali pa zelo težko vedeli, kako se ali razmnožujejo, ali koliko časa traja ta paritveni proces in tako naprej. Zdaj vemo, da je to 7 dni traja, se pravi, medved je z medvedko 7 dni in po 7 dneh gre on k drugi ljubici. Njemu je nagon pač, da se razmnožuje, a ne? Da se pač ima rad z medvedkami in gre pol nazaj v svoj Triglavski narodni park. In tam je samo en sam živi lahko, ker ni več prostora za ostale, da bi jih bilo več medvedov. Povej. Mi smo gledali naše klope. A ok, ga bo kar odstranila takoj, a se prikopil. Evo, zdaj bom pokazal, kako se to odstrani. Ki se malo? Hočeš mehno pipco. Poslušaj to. Si ga slišal, kako je umil? Sem še jaz slišala, da sem šel nekaj. In jaz sem to slišal. Tako, to so fantastične pinceta, ki zagrabi klopa, ga lepo stisne, ga drži in ga samo obrnete. Ni pomembno, v katero smer, levo, desno. Mi imamo tazga za nami. In ga z glavo vred dobite ven. To je najbolj pomembno, ker ponovadi, če glavca noter ostane od klopa, načeloma ni tako hudo, ampak je zoprno. Zoprno, ko se telo še vedno bori proti temu tujku. In ponovadi, če hočete to ven dobiti, se morate kar malo raznesariti. In s tem, kaj lahko fašete? Okužbo, netje, res je.
če ne bi to razkužili, ne, bilo lahko velika težava. Lahko. Ok, gremo nazaj k medvedom. Medved. Medvedki. Smo rekli, Mojca zamenja 7 partnerjev. Marko. Ja, ne. Marko, Uroš, Janez, ne vem, Lojs, vse živo. Metka, Urška, Jožica, vse živo. Človeška imena imajo v glavnem ali pa imena od tistih, ki so jih uspavali ali pa sodelovali ali pa ne vem, po tistem človeku, ki se je najbolj trudil pri tem, ne. Ki bi uspavancu dali ali po zdravniku, ali po veterinarju ime, ali po tistemu prostovoljcu, ki je največ ur opravil, ali skratka nima veze. Pač je dobil ime. Torej z medvedom in ima svoje mladiče, smo rekli, koliko jih ima lahko? Od 1 do 4. Ko ima mladiče, pride medved spet naokrog, ko gre na, pač, torej na parjenje. Ja, se gre parit z medvedkami spet, vsako leto to naredijo, ne, samci. Medvedki so pa običajno na svojih mestih, bom rekel, največjih je tukaj na Krasu pa na Kočevskem, sploh zaradi tega, ker imajo pogoje za brlog si narediti, ustvariti podzemno brlog. Namreč medvedi, ki se skotijo, so nekaj tednov slepi, oziroma ne spregledajo takoj, ne, in tudi goli se skotijo, ja. Torej niti ne vidijo svojega očeta, če se usklja. Ne vidijo ga, ker očeta že zdavnaj ni več, ne, preden se sploh rodijo. Tudi mame nekaj časa ne vidijo in so goli. Nimajo nič dlak, ker so skoteni, a ne. Veliki so tako kot en polh, težki od pol kile do 750 gramov, so zelo majhni, a ne. In mama vsaj en mesec, približno en mesec, ne zapušča brloga. In svoje tolšče, svoje maščobe proizvaja mleko, a ne, da nahrani mladiče. Zakaj pa ne gre ven? Ker lahko mladiči poginejo, res je. Ker bi se podhladili, a ne, ker so brez dlake, jih ne bi nič grelo in bi jim telesna temperatura padla pod normalno in bi posledično nastopila smrt. Zato ne zapušča. Kje pa ona hrano dobi, kaj rečete? Medved je oportunist, se reče, to pomeni, da če bo najdel pod eno jabolka, jih bo vse pojedel. Ne bo pustil 2 jabolka še za jutri, bom jutri še prišel. Zato, ker ve, da bo čez pol ure prišel še en večji medved običajno lahko, ali pa kakorkoli. In bo toliko časa ponovadi, če znate to slediti, pod kakšno slivo vidite, kako je ležal medved pa jedel te slive, se zraven še jasno podelal, ne, pa še naprej jedel, dokler ni zmanjkalo sliv. Ali medvedi tudi pri nas je tako en medved, pa včasih prije k našemu sedevu pa prav drevesna poriva. Seveda, tudi na drevo splezajo, če treba, zlomijo kakšno vejo, nobenega problema. Kakšen štor tudi razlomijo, kakšen star trhlen štor, ki je poln mravelj noter, tam dol bom mu pokazal, če še nisem. Ali sem? Ste videli eni, ste videli, ne? Kaj pa čišče tele, jajčeca od mravelj, ne? Ja. In štor, ki je podrto drevo, a ne? Ki je zatrhljeno, pride mravlje not živeti, si naredijo svoje kraljestvo noter, a ne? Tale boste videli, kaj se bomo vračali pred čebelnjakom. Prosim. Eno hišo v starem kotu, a ne, vsak dan mu damo za jesti, pa ga pa lahko zvečer čez okno gledamo. A to je pametno? Zdaj, kot lovski čuvaj, ne, bi rekel, da to ni prav. To lahko samo lovci počnejo, do lovcev tvojih. Noben. Kaj boste naredili s tem, ko hranite medveda? Navadili ga boste, da bo stalno tam, a ne? In on bo tudi ostalim pokazal, kje imate hrano in bo začel okrog hiše hoditi, ta medved.
In kaj bo potem? Ko bo prišel enkrat tako blizu, ko bo mama prišla z otroci ven na dvorišče, bo medved tam čakal, ki imaš ti kaj zjesti zame, ne? Te bo napadel. Se bo mamica ustrašila, poklicala policijo, policija bo poklicala lovce in bojo mogli tega medveda kaj? Ubiti. In vam lahko pokažem, kako to ljudje delajo, oziroma vam ne bom pokazal. Na YouTubeu lahko samo napišete medved cerknica, boste videli, kako so dva moška v cerknici s kruhom hranila medveda, da jima je jedel iz rok. In ta isti medved je seveda kaj? Izgubil strah pred ljudmi. Je res? Ja. Zato sem vam jaz prej rekel, da jaz moje medvede, na rekovajih moje, a ne? Na mojem krmišču ali pa na krmišču, kjer ga jaz oskrbujem. Seveda, nočem imeti stika z njimi, pa jih božati, pa ne vem, pa da jih high five, pa take. Pejte vi po svoje, vi ste divje, jaz sem človek, vi ste pa divji. To moramo strogo ločiti. In tukaj je njihov življenjski prostor, a ne, v gozdu. Sprav, če pridemo v gozd, je tudi, kaj hočem povedati, treba opozoriti na sebe, ker mi prihajamo v medvedovo dnevno sobo in ne on v našo. A imate medvede doma v dnevni sobi? Ne. Pridejo kdaj? Ne, a? Mi smo imeli pa na topere. Sprav mi, ja, okej. O medvedih govorimo. Ja, meni zdaj vedno pridejo, pozdravijo še. Pozdravijo, high Ker five. je ful velik medveda tam. Ja. In hodijo na pločnik zraven nas. Ko samc pride naslednje leto spet na parjenje, sreča to medvedko, ki ima mladiče. In on njo prepozna. Ja? Na njega ne. Ha? Na njega. Seveda ga prepozna. Ampak mora tudi on njo prepoznati, da bo pustil mladiče pri miru. In če se je prejšnje leto z njo paril, bo pustil mladiče pri miru in bo šel k naslednji ljubici. Če se pa ni paril, bo pa takoj mladiče pobil, da se bo medvedka takoj začela pariti, ker je ostala brez otrok. Ja? Zato se pari s tolikimi, sploh s večjimi samci, a ne, seveda se večji samci imajo tudi boljš potomstvo potem, a ne, kakor če so taki vsi, nikakvi, po domač rečeno, a ne. Prosim. Nekaj sem pozabil, ko smo bili ful nazaj. A je tudi pri kateri drugi živali isto, da ko vidijo hrano, da vse pojejo? Ja, pri psih recimo se spomnim, da je labradorc brez tega encima za sitost, a ne. Labradorc lahko poje neomejeno. Bruno pa naprej. Ja. Naša kužika ječenca in vse pojedla. Hodniku je omaro pojedel, steno je pojedel, copate vse, itak zgrizel, vse je uničil. En je takole globok je v steno zvrtel, z zobmi, ne vem kam on je. Dva medved na veliki razdalji, recimo da gre stran od nas, a ne? Kaj, bomo šli proti njemu? Ne, ne? Tudi stran. Stran, obrne se, od kjer si prišel, pa greš nazaj, a ne? S umiru umakneš in to je to. Potem imamo scenarij, če recimo medo pride iz tega klanca, tam ne dol od zadnje in klanc dol, če pride on gor, jaz pa iz te strani tja. In zdaj, zdajle vidim, kam piha, sem. Bi ga mogel zavohati, ker glih sem piha. Če pa veter piha v obratno smer, v to smer, Pa on tebe muha. kako? Ne, nobenega, ker odnaša najbolj v stran. Ja. In njegovega tja in mojega, ne? Če recimo, da isto piha v isto smer, ne? A to smiselno? In se lahko ne dobiva v nosa in drugega in pride do presenečenja. Ti pa hujš. Ja, lahko je hujš, vendar, če bi vsi vedeli ta postopek, ki ga bom zdaj opisal, ne bi nihče nastradal. A veste zakaj? Zato, ker je medvedki napad, prvi napad, vedno lažen. Vedno. Ker se medvedka zaveda, da nima urgence, tako kot jo imamo mi,
in se tudi človeka boji in ve, da lahko dobi tudi z nožem, ne vem, s puško ali pa kakorkoli. In se ne izpostavlja v smislu, da bi vas kar napadla. Kako to zgleda? Običajno je tako, da ljudje naredimo napako, zgledamo medveda, obrnemo hrbet in začnemo. A je to prav? Takoj ste plen. Takoj. Čim medved ne vidi vaših oči, ste mu takoj plen. Končano. Če pride do soočenja. To je ena stvar. Ne gledamo mu v oči. Ga imamo v zornem kotu. Če boste stegnili roke, pa stegnili prste, gledali naravnost, pa pomahali, takole. Dajte to narediti. Gledajte samo naravnost. A vidite roke, ki se premikata s kotičkom očesa? Naravnost. A vidite svojo roko, kako se premikata? Ja. A ne? Vidimo, ne? Če gledamo naravnost. Sprav imamo ta periferni vid. Sprav ne rabim gledati direktno medvedu v oči, če gledam malo pred njega v tla, ga bom še zmeraj imel v kotičku očesa, kaj počne. Je tako. In se obrnem bočno na njega. Zakaj? Da se moži. Kakor tako. Zakaj pa moraš biti bolj ožji? Zato, da se manjša nevarnost za tega medveda predstavljam. Sprav, da sem zelo ožek, mogoče še celo malo se pomanjšam in prigovarjam. Glej, Medo, prav nič hudega ti nisem hotel narediti. Zelo pomembno je, da pustite nekaj na tleh, nekaj vašega, ali robček, ali kakšen kakec komu lahko uide. Nekaj pustite na tleh, zakaj? Da če bo ta medvedka šla proti meni, se bo stavila pri tem mojem predmetu, lahko so očala, lahko je kapa, lahko je klobuk, lahko je jopa, lahko je ruzak, lahko je sendvič, lahko je nož, lahko je karkoli ali pa štrik. Okvitju pa tako naprej. Drugače medved nima naravnih sovražnikov. On pred košuto ali pa pred jeleno ne bo bežal, pred človekom pa beži. Pa pred ognjem tudi recimo. Ogenj je recimo prva stvar, ki si jo zakurite, ko ste na območju medveda, zato da ga kaj? Odženete oziroma da ne pride preblizu. Lahko gre tako naokrog, vas gleda, pa vi njega recimo ne opaste, pa bo šel lepo svojo pot naprej. Če bi videl ogenj, se mu ne bo približeval, ker se ga boji. Tudi če se kadi, tudi če mu samo žerjavca, je še vedno ok, samo da se nekaj kadi, da bo lahko dobil v nos. A ne? On se kajenja boji. Kako? Kaj lahko to, da se mu kadi, se boji to? Kaj lahko Ne, boji se ognja, ve, da če je dim, da je ogenj. In tako kot ti, če bi šel z gorečo palco proti tebi, pa bi šel proti meni, ali bi šel stran? Stran, avtomatično, a ne? Seveda tega ne bom naredil. Kaj če pa se vzameš mu palco, pa ga moraš Ne, kot sem rekel, lejte, če imate ogenj, ste rešeni medveda. Končano. A torej, če bliž pride, lahko fajčaj prižgeš. Pa glih zapih albo, veš, takrat pa... Ja, to pa tudi res, ja. Tako narediš. Če boš unga ta hudga. Moj Ne brat, vem, mogoče bi poskusil s tem, ne, pa bom mislil, da se greš nov leta, veš. moj brat ima tak poseben faracaj, ko mora zelo močna slaba piha. Poslušaj, da ne bomo odtavali, ne. Malo resnosti zdaj. Če imate ogenj, ste rešeni pred medvedom, končano. Ne bo hodil blizu. Mene bi mogel že milijonkrat pojesti, ker sem ne vem koliko noči že prespal zunaj. In to na območju medveda, na blokah govorim, a ne? In če je to urejeno, je kljukica. Ko se sprehajamo po gozdu, boste slišali, vedno opozarjamo na sebe. Itak to glasno govorite, da vas sliši že 2 km prej. Da se lepo v miru umakne žival. Kjerakoli, tudi kača. Kača itak začuti tresenje, ne? Vibracije tal se umakne. Drugi živali imajo ušesa, ene drugače čutijo in tako naprej. Prosim. Medveda lahko tudi pregnaš s cigareti, ko misliš, da je ogenj. Mogoče prej z vonjem.
po človeku, oziroma bo verjetno sklepal pač ja. Ni pa to, Tudi mečka nizke. ni pa to najbolj, kako bi rekel, preverjena metoda. Zagotovo pa bo dobil nos ta von in se bo umaknil, ja. Sam mora glih v njegovo smer pihati pa tako naprej. Tako da s kakšnim ognjem, ki je že za vizualno videti, da gori, je to kam boljša varianta, kakor kakšen ogorek cigaretni ali pa kaj takega. Pa itak še ne kadite. Ne, če imaš slučajno cigaret, pa da ga prižgaš, pa da ga imaš tako. Je pa Ne bo nekaj dosti pomagal, veš. Bo kaj kadil potem? Nekaj se mogoče bo, ampak ni na ta način mišljeno, da bi ena mala žerjavca, ki je verjetno sploh medved ne opazi, ker slabo vidi. Pa se pravi, če ne dobi v nos, bo tudi sicer zelo dobro voha. On recimo poginulo žival najde nekje tam na 2 km, rjavi medved govorim, ne? Beli polarni medved pa okrog 40 km lahko zavoha tjulnja. Seveda, na ledu veste, da ni stolpenc, ni blokov, ni ne vem česa, je ravno in veter tjulno von lahko nese okrog 40 km daleč. A naš ta medved rjavi, če bi bil tudi tam pač recimo, če bi bilo vse ravno, a on bi tudi tukaj daleč vohal ali? Smatram, da mogoče ja, ampak glede na to, da je precej manjši od polarnega, ta rjavi medved, ne, ima seveda tudi krajši nos in tudi malo slabše voha. Lažni napad, ki izgleda tako, da preteče pred tebe, recimo, da si ti žrtev, recimo, ne, se dvigne na zadnje, ampak ljudje to pomešajo s tem, ker se medved dvigne na zadnje. Kaj to pomeni? Da bo napadel? Ne, pejte vi na vse 4 tjele v grmovje. Ne rabite čisto dobesedno, ampak predstavljaj si, da si tamle, ali pa lahko greš, obrni se samo obratno. Koliko vidiš zdaj naravnost? Koliko vidiš naravnost naprej? In kaj medved naredi, da boljš vidi? Točno tako. Je smiselno? Je, ne? In običajno se medved dvigne, da pogleda, kdo pa si ti, slabo vid, dobro sliš, dobro voha. Slabo vid. Je pa iz rodu psov. In če boste pomislili, je ogromno enih podobnosti tudi s psom. Smrček, a ne? Zobje so si podobni in tako naprej. Glava. A delujete se mu skriješ? Če veter ne piha. On te bo zavohal, sploh če boš na parfumom, s kakšen Dolce Gabbana ali pa kaj. Kaj pa če mu kost vržeš? Ne boste mu ušli, ker niste hitrejši od 60 na uro. Ja, rada te povenki. Ne boste mu... Kaj pa če imaš motor? Ne, vse to je se mit. Pozabite po bregu dol pa po stran, kao da on ne more... Čakajte malo, no. Potem pa greš na stran, pa bo zdržal. Plezati tlo. Pa še kako. Ja. Pa še kako. Drevesa požagaš, greš min, pa drevesa požagaš. Ne. Sem povedal, kako naredimo. A ne, Jaka? Sem povedal, kako. A kaj pa mi naredimo, ko ta laže napad, on naredi? Torej, pride do tebe, preteče do tebe z veliko hitrostjo in nekje meter pred tlemi, oziroma pred tabo se zaustav in šapama butne v tla. Ne bom. Prosim, da greste na 2 metra stran od mene, da ne bo kdo po nesreči dobil udarec vrvi. Spravila me je noč in iščem, kaj? Drevo. Najdu drevo, fantastično. Hočem napet vrv med 2 drevesi, zakaj? Da bom naredil bivak. Naredim začetni voz, se pravi, tole je konec vrvi, to je nadaljevanje vrvi, a vidimo razliko. Konec vrvi, pripeljem čez nadaljevanje vrvi, po vrhu ali pod spodaj. Čakaj. Takole. Od spodaj ali pa po vrhu. Je tako? Ja. Po vrhu, ok, nadaljevanje vrvi.
Razumemo? In potem ta konec ovijem ne okrog nadaljevanja vrvi, ampak okrog samega sebe 3-krat nazaj. Pravi. Samo. Takole. 1, 2, 3. Je 3-krat. Dodal še enkrat. In ko to zategnem, to stoji na mestu. Okay. Bolj zategujem, gasilci rečete temu jamborski, oziroma tesarski vozel. Bravo, ja. Jamborski je Miki Miška, ne? Miki Miška. Ja. Sorry, viš zamešam. Tako je. Ok, poiščem drugo drevo, se pravi so vrv moram pobrati. Poiskati drugo drevo na drugi strani. Kdo stoji gor? Samo malo, prosim, pazi, da ne bom koga po nesreči. Glej tam je drevo. En naprej ima smolo. Evo ga. Super, dosti močna. Smreka. Ja, kolega. Ne, to je drevo. Nič hudega, ne sekiraj se, da smo. Poslušajte se. Zakaj stojite za mojim hrbtom, kolegi? Pejte prosim pred mano, da boste ki videli, kaj delam. Ko pa to veste? Kaj? Ja, da stojijo za hrbtom. Ja, saj slišim. Ja. Kako pa veste? A imam oči na hrbtu? Verjetno. Imam tukaj, ne? Sam mižim zdaj, resno mižim. No, nekaj takoj dvignete, bom mižil. V glavnem, naredim alpinsko zanko kakšen meter pred smreko, ali pa pol metra, nekaj tazga recimo, ne? Alpinska zanka ali topovski vozel, zakaj? Zato, ker so lahko vojaki topove vlekli s takimi vozli, ki so jih naredili na sredi vrvi. Naredili so toliko velike zanke, da so se spravili čez, ne? In so potem, si predstavljate, čez ramena so si dali, ne? Zanko. In so potem, kaj? Vlekali kakšne topove, ja? Res je. 1, 2, 3. Pridem od spredi, zagrabim to srednjo vrvico, grem pod obema iz zadnje strani proti koncu dlani, proti koncem prstov in naredim tako alpinsko zanko. Ta alpinska zanka se ne premika po vrvi gor ali dol, ostaja na mestu. Sprav pridem okrog smreke, poiščem to zanko, taknem čez to vrv, vso prevlečem čez. Tako. Grem na to stran. Zdaj vlečem to vrvico in s tem kaj, opa, prosti, maknite se mi 2 metra stran, sem prosil. Da ne bom koga po nesreči, koliko sem zdaj na koga. Brino, makni se tja. Smo zavezani oči, res ne vem, kaj se mi. Ko potegnem za to vrv, se kaj zgodi? Zategnem, kaj? To vrv, a ne? Vidimo, da je še čisto hlapna, vidim, da je tlele. In potem samo z 2 prstama držim celo napetost. A ne? A vidite to? Z 2 prstama pa se ni nič popustilo, je tako? A se kaj popustila vrv? A še vedno napeta? Še vedno napeta. No, z 2 prstama sem rekel, da držimo. Tukaj naredim tako štirico. A vidite, tle ima trebušček štirico, takole dol. Tle ima pa repak, ki ima mezinc. Če bi z vrha pogledali, bi bila štirica, ja? Številka 4. Jaz jo vidim. In, se pravi, čez ta trebušček gremo s koncem te štirice, čez ta trebušček, potegnemo gor in zategnemo in spustim. A se kaj popustil? Nič. Se pravi, še vedno enako. Najdem eno palco, jo taknem noter v to zanko, poiščem konc vrvi in
Opa. Torej, zategnem tole noter. Zakaj? Zato, da ne bi mogel nekdo po nesreči potegniti, ker bi se pol vse skupaj kaj sesulo, ne? Kako plezamo, če to pokažem? Sprav plezamo vedno. Makni se zadaj. Tako, da smo najprej probal takole malo obese, da vidim, če še vse drži. Se pravi, zahaklam gležen, se uležem gor na vrv. Jaz sem malo težji, pa to je tudi zelo elastična vrv, ampak vidite, da lahko gor tudi počivam, brez da se kaj dotikam tal. Je res? Ja, se ga imaš, zato ker si, se pravi, dvignem se in grem gor in tako naprej. Boste potem, ko jaz končam, oziroma potem gremo na kosilo, pa bo čas še jutri za to, prav? Zdaj se je odtegnila. Samo malo. Odtegnila se je. Zdaj se je raztegnila, ker sem šel jaz na njo, ker sem malo težji, ja? Ok, kaj zdaj naredim? Poiščem palco, potegnem za to palco, potegnem palico ven, poiščem konc vrvi, potegnem, se razdre, potegnem vrv ven. Grem na to stran, potegnem še iz te strani vrv vse. Glej, z enim prstom bom razdrl ta vozel, alpinsko zanko. Z enim prstom se ga zalomi, ne? Držim v roki in ga, evo, sem ga že zlomil. Vsak vozel se da zalomiti, se reče, in ko ga zalomite, se takoj sprosti in ga tudi dosti hitrejš, kaj? Rešte, ne? To je zdaj to. Se malo dojte zraven mene. Jaz. Da sem prišel zdaj po vrvi gor do tega drevesa, tle tole odšponam, potegnem za konec vrvi ali pa kar takole in je končano in odvezano. Je res? Ne. Kako ne? Kjeca se, ja. Kjeca se, ja. Ok, kako zvijem še vrv, se pravi najprej je prevlečen takole, da je preverim, če je z njo vse v redu, če ni kje raztrgana. Ali pa umazana, ali pa da se kakšna veja gor drži. Evo, tukaj čutim, da je raztrgana. Ja, malo raztrgana. No, vidiš, in to je že lahko nevarno za naslednjič, ne? Ja. Se ti strga, pa padeš na kakšen kamen, pa se poškoduješ, zobe ali pa. Ste videli, ko se to vse čuti? V čisti temi lahko to delate, a ne? Se pravi, ko pa sem pripravljen, da zvijem ta, da grem naprej, pa tako naredim. Dva raztežaja, dam okrog vratu, stegnem levo roko, vrv gre dol naravnost, po strani, torej gor gre pa po strani, ne naravnost, a ne? Je tako? Gre po strani, pride dol naravnost in gre v bistvu tudi na to stran gor, kjer je prišla dol. Poenostavljeno. Prav, zdaj mora iti tukaj gor, pa tle dol. Bomo še tega vrvi. Jaz mislim, da je to to. Ko dam roke ven, lejte to. Se ne sme tle nič sprejeti, ne sme biti tle vmes take zanke še vmes. Vidite, da so vsaka posebej ločene. Tu dam iza vratu, primeš.
poiščeš ta dva konca, oviješ trikrat okrog, gor proti tem zankam, poiščeš vse zanke, da so vse noter, potegneš to vrv dvojno takole čez, narediš še eno zanko, daš takole čez in poiščeš spet ta dva, kdo gor stoji. Zategneš in to potem ne gre nikamor, to se ne razdre. Daš na hrbet, prekrižaš spredaj, prekrižaš zadaj in si tukaj zavežeš kaj? Okoli pasu z dvema zankama, tako kaj je najlažji to čevlje zavezati. Najprej normalno, tista, ki gre proti meni, prav nek ambulantni vozu, še kaj štrli dol, niti ne, če štrli, si zahaklaš zakole za pas in se ne zatika nikjer. Velja? Gledaš koliko neka ninja. Kako? Gledaš koliko neka ninja, da ima zlato orodje. Šotor izgleda, da so preživeli točo, tako da super, hvala Bogu. Mislim, da bo okej, veš. Luknje ni nobene. That will be perfect. Super. To šef. Črt. Kako planiraš, bo šlo? Bo. Roke tudi namazal, fantastično. Sem že namazan. Še namazan. Popravite ga tam, kje je še bel, kje se svet. Bravo, Uma. Kako pogumna specialka. Lari sliši, povej. Hoče, da ti jaz dam? Dvojčka sta, odtle v skupin bi mogla biti. Kje sta? Razumem, prehajata, ja, takoj. Ok. Ja. Tja morata. Kako izgleda? Lahko pogledam. Sej boste pol zamenjali tak vloge, tako da boste imeli. Bravo, specialci, ej. Lahko mi namalčeš. Sam dve črtici, nič pa dol. Sam takole po ličku mal, ne preveč, prav? Vzamemo sko. Ne mu vse en priznam, ali pa tako na nos, kam mu naredite eno črtico. Nos ali tako. Ne vse, ni dobro za... Ne no. Kaj ni? Se boš sam, če se boš, prav? Tam, ko veš, da se lahko. A lahko pogledam s kamero, kako izgledam? Seveda. Pokaž. Kako jaz gledam? Kuže si, gremo namazati, da nas ne bo te hiter videl. Poglejte, recimo Dorjan, ja. Dorjanovo faco, ne, ki se je še pod očmi, ne, ali pa en, ki ima sem črtice tako. Lahko mene vidite. Veš, ko si, you see? Like makeup, one sec. Dobar bojaka, super. Boss, one sec. Wow, Uma, pa ti si se oči zamaskirala. Boss, one sec. Dobar si se. Lahko V redu. roke, da me ne vidijo, znaš kaj? Bibi. Pa dajte se nehati. Najbolj se nos sveti. One second, boss.
Ciao italiani. Come Guerra, guerra, molto bene. Molto bene. Guerra, schifo in bocca, in faccia. Fa schifo. Terra. Terra schifo. Yeah. Yeah, that's healthy. Yeah, for your fish, yeah. For your skin. Yeah. Okay, perfect. Ja, perfect. Evo ga. Ni dovolj. Še tlele mačken, le. Po čelu dol, po nosu. Si še bil. Dober. Evo, fanti, super. Jaz se nisem. Točer. V redu. Ti si itak že specialc, ne? Še jaz se nisem. Jo, prosti, še ti. Wow, bravo, super. Gremljeni smo. Ok, naredite ekipe, čez nekaj minut začnemo. V redu, pripravite se, greste dol nič. Vi ste prva ekipa, ne de? Ok. Aha, se tudi maskirate. Ja, se to se nič ne pozna. Skincare je. This is so dry, huh? This is dry. No, it's wet. It's wet? Okay. It's not muddy, huh? Not mud. It's not muddy enough. It's just dirt. Yes. Nose. Evo, kolega se čisto lepo namazal. Evo jih. Tako roke se ful svetijo tudi, ja, dobro si jih zamašte. Se boste itak pol uprali. Ja, sej, na terenu bo malo bolj. No, evo specialko. Ejte šefico. Cela faca, kako se to namaže. Super, super. Čez 2 minute štartamo, ok? Zastavice. Velja? A imate prvo ekipo že pripravljeno? Ja. A resno? Ja. Ok. Oskar izločen. Visoko. Črna majica. Ja, izločen. Ja. Oba izločena. Ja. Hitro. Pazi, zdaj bojo naslednji 3 prišli not v igro. Poiskati je treba. Kdo? Ja, izločen, kolega. Vsi 3 izločeni. Zastavica je na sredini nekje. Pazi, nova ekipa prihaja. Bodite pozorna. Dajmo, iščita.
previdno, previdno. Skupina ima zastavico. Čestitam, končano. 1-0. Bravo, bravo, bravo. Oranžna majica. A je to oranžni majici, si mene videl? Ja. Mene? Ja. Mene ne moreš izločiti. Črna majica je izločen. Izločena. Črna majica je izločen. En s kapuco in brez. Izločena sta, zastavica nazaj. Ej, izločen si. You're out. Ja. You're out, s kapuco. Zastavica nazaj. Hej, kam jo pele? Izločeni ste bili vsi. Zastavica nazaj! Zastavica nazaj, zastavica nazaj, ni veljavno tole. Kaj huš? Kaj huš ga? Si dober. Pazi, pazi, pazi. Ne, si lahko prevzamete že zdaj. Sam pazi, naslednji grejo not. Izloči jih rajši, izloči jih najprej. Oranžna majica, to sva midva. Imamo zastavico. Čestitam, končano. Ej, ko si faca, ej. Maša, daj povej, težko biti zastavca. Ne. Ha? Ne, niti ne. Ne, klepet ne gre v zadnji za veja. Maša, ti je lepet v zadnji za veja, ali pa tisti li sprej, ki si stisnili. Kotiček noter, tukaj pet z mani. Maša. Ja, pa po uni strani pet. Tle sam počepni, ne se vse strem okrog, ne? Ne, Maša, tukaj. Tle počepni, drevo. Tukaj noter pridi. Ja. Ja. So fantastično. Sam ne sedeti, veš, kaj je mokro. Sam počepni. Ok. To stran.
Uma, izločena. Z belo kapo izločen. Dajmo se premikati. Pomahala, Katja. Hello. Je napeto. Napeto, ja? Nekdo, ki sedi ven. Nekdo, ki sedi ven, izločen. Ja, bravo. Zelo dobro. Zdaj pa hitro zastavcu iskati, če ne bojo pa novi prišli. Ja, izločen. Izločen ti v rdeči majici. Kaj? Ja, ven greš, v bazo. Ti sam prišel noter. Ja, kako? Saj sta še dva. Ne. Tam le punca z dolgimi lasmi blond. Ja, izločena. Skrita je, skrita. Modra majica izločen. Nimamo zastavcev. Čestitke, ne slišim nič veselja. No, to je veselje. 2-1 za vas, menjava strani. Tukaj na sredini se dobimo, da malo popijete, pa nadaljujemo. 2-1. Bravo, Maša, res. Faca. A je šlo vse gladko? A so te fejst vlekli? Ne, so prijazni fanti, a ne? Lepo. Bo kaj spil? Če ste žejni, dajte malo popiti. A bomo še enkrat zastavca? Ne samo tokrat se gremo. Ni, veš? A ja, menjal? Ja. Ni še konec. Kaj ti se to? Ni še konc. It's not over yet. Yeah. Ja? It started now. Yeah. Kaži se.
Opale, pazi. Super, super. Ajde, gremo. Ja, poiskati moraš. Očala, bela kapa, ja, izločena. Ja, izločen si. Hej, vsi trije morate prijeti nazaj, šele na to greste lahko naprej. Goran izločen. Ja, prej te je izločil, tale spodnji te je izločil, resno, prej si ga ti, ja. Resno. Pa vidim ga, pa nič ne Ja, sorry. Kapuca črna jopa. Out. Ja, siva, zločen. Modra majica izločen. To pa šefica. Prav šefica. Črna majica s kapuco. Oskar. Ja. Izločen si. Ja, Oskar. Ej, ti, pomaj, da imaš špegle gor. A kdo z očali? Ja. Ko te snajper.
Blond lasje. Za dvema drevesoma. Aha, gre ven, ja. Hvala. Ok. Premikaj se. Ja. Imaš to? Max? Zločen. Ja, izločen si, ja. Ja, ti si izločen. Thank you. Primi z roko. Kdo? V sivi majici. Ti, ki si za smreko, tako je v sivi majici. Ja. Skupina ima zastavico. Ok. Čestitam, čestitam. Zdaj počasi odpelji. Siva kapa, bela kapuca ven, bela kapa. Črn pulover ven. Črn pulover ven. Kdo je zmagal? Kdo je zmagal? Mi smo zmagali. Druga skupina. Niso zaslužili. Niso zaslužili. Moje so še namazane. Moje niso tako. To je pa žrtvovanje, a ne? A? A nismo pomagali. A ja sem odlično po svojem, kaj je stalo.
And he's so super. Nord je sever. 10 squats. Se ne veš v angliški, da so Kaj pa ti, tako zadihana? Pravno sem jih gor. Aha. Ne, ni bilo zadnje. Kje ste specialci? Dvignite roke gor, specialci. Zdaj čakajte, sonce nagaja. Se bom tako obrnil. Sem se obrnite, specialci. Pridite si sem, bliže meni. A resno? Ja, se res. Ti pa že veš, da je solen. Ti si se že, a? Ja. Hudo. So si že blato spravila dol. Bravo, super. Bravo, specialci. Glejte, koliko imamo specialcev novih. Vsi so specialni. Jaz imam A vsi, a? Ja, vsi. Vsi? Bravo. nismo. Čestitam. Nismo vsi dvojčka, nista. A, okej. Kaj pa zastavca? Kakorkoli. Super, čestitke. Stavca pa nikaj. Zdaj bomo pa malo osvežili znanje. Kako se oseveri karta? Kdo bo razložil? En special. En specialc boš ti? Vse lahko, No, dej. ampak na karti. Ne, tukaj tole šotorko bo oseverila. Približno. Recimo, da je to zgornji del zemljevida. Ja. Kaj to pomeni? Da mora gledati proti severu, tako je. A je približno obrnjena proti severu? Ja. No? No, mogoče malo bolj tja. Spravi bomo malo zamaknila. Bom. Evo, takole približno. Kako se to oseveri drugače uradno? Ja, da vzamemo kompas, pa ga obrnemo tako, da stekelce, mislimo gledalce gleda proti nam. Tako je. In potem ga postavimo na črto ob karti Tako. in v bistvu obračamo proti črki N, tako da je magnetna igla na črki N. Pokrite s črko N, odlično in tako je karta oseverena. Fantastično. Azimut se še spomniš mogoče? Ja, Kaj je to? to je v bistvu točka iz našega stojišča, Bravo. ki je med Izražena v stopinjah. 180 stopinj. Ne. Koliko je azimut lahko? Lahko je tudi 360 stopinjski, a ne? Ja. Pol kontra azimut je pa, torej če je več kot 180, odštejemo 180. Če je azimut več kot 180, odštejemo Ja. 180 Če pa je stopinj. azimut manj kot 180, pa prištejemo. Tako, odlično, fantastično. Evo, zdaj bomo pa še preizkusili, kako vam gre poznavanje orientacija. Prav? A ste pripravljeni? Ja. Sam sekunda, povem še pravila, pa gremo. Sever! Jug! Kdor pride zadnji, izpade. Ok. Zahod! O, kdo je stopil gor? Ja, kdo je postopil? Ja. Poravnamo lepo, ja. Odlično. You're out also. Yeah. Yes, you turned from to the east, not to the west. Yeah. It's raining. It's raining. No, Okay. because I want you to say it. Yeah, you want. Yeah. This first game is for training. word. Sorry. He said a bad word. And you will do 10 squats, huh? Because you tell me that he sound, you know. No, it's okay. It's okay. Show me how your brother do the squats. Okay. Okay, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Thank you. Perfect, Slovin. Okay. A ste pripravljeni? Nadja, prosim, da si pozorna, če bo kdo stopil gor na Ali zdaj je pa šotorko. zares? Ne. A ta igra še ne? Ta igra še ne. Okay. Greš uma še nazaj? Pejte še vsi nazaj. Everybody back.
Everybody back, training game. Pazi zdaj. Zahod! Vsi, ki ste se obrnili pa štartali, ste izločeni takoj. Pejte kar tukaj v ta krog se usest. A jaz sem izgledal? Če si se obrnil pa tekel kam, ja? En kup vas je bilo. A ja, moramo reči, pejte na zahod. Ne, jaz sem rekel samo zahod in morate biti obrnjeni proti zahodu. Dor je pa krenil drugam, pa je izločen. A ja, obrneni. Ja, obrnjeni morate biti proti zahodu. Ja, tudi. ne rabimo Ostati iti na pravi strani zemljevida. Pa se od Ok, usejte se, prosim. Yes. Poslušaj. Sever. Ja. Vzhod. Ja, kolega Oskar. Training game. Samo malo, prosim. Jug! Kakšna borba. A je kdo stopil gor na šotorko? Ni. Del v zadnjem. Zahod! Zahod! Bravo. Sever! Ne, jaz rečem. Vzhod! Ja, kolega, sorry. Zahod! Ja, kolega. Roki! Vse je poskusno igrati, tako da ni težav. Kdor zmaga to igro, potem naslednjo ne pomiva posode cel teden. Kakšna dobra nagrada, a? Kaj rečete vi? Se splača? Splača. Sever! Je šlo gor? Si stopila? Ok. Kolega proti severu se moraš obrniti. Sever! Ni se pa obrnil. Vzhod! Vzhod! Zahod! Ja, kolega. Izločen. Vzhod! Vzhod! Kolega, ja. Izločen. Pazi, 2 punci, zdaj je to. Vzhod! Bravo. Zahod! Jug! Bravo, Uma, čestitam, vidiš, kako se splača poslušati. Čestitam, Petka, bravo. Ok, zdaj pa gre za res. Vsi na sever. Kako? Kdor zmaga to igro, mu ni treba pomivati posode do konca tabora. A v redu? Prosim, pozor. Bodite pozorni, kako ste obrnjeni, kdor ni obrnjen proti severu, nekaj izpade, takoj. Zahod! Vsi, ki ste šli na vzhod. Kolega. Sorry. Ja. Bomo šli zdaj malo bolj počasi, če ne bi vas kar že vse izločil, ki ste šli na vzhod. Pa ne vam bo, da bo malo bolj napeto. Sever! Jaj, škoda. Izločen si. Lukas. Obrnjeni morate biti proti severu. Sever. Bravo. Sever. Odlično. Vzhod. Ja, kolega,
izločil si. Dokaj prdi. Dobro, kaj je bilo za kosilo? Kdo ve? Kaj je bilo? Pasulj, ne? A se čute? Ja, ja, lej, prije tako leto, ne? Pozor! Jug! Ej, kdo je stopil gor? Ti si stopil gor. Ja. You step on this. Ja, sorry. Kdo ne bo pomival posode? Jug! Kar štartite, izvolite. To ti ne treba. Ja. Jaz sem tako naglo. Ja. Ti tudi. Ne, on ne. Jaka ne. Jaz govorim, kdo greva naprav. Vi boste pa pozorni. Jug! Bravo. Sever! Sever! Odlično. Jug! A je kdo kje pohodil? Ne, nobene stoji gor. Vzhod! Opale! Uma, sorry, dotaknila si se. Oprosti, žal mi je. V redu? Si v redu? Uma. Bo v redu, ja. Vzhod! Jug! Ja. Stopiš gor, ja. Ne, kolega je stopil gor. Izločen si. Brinko. Kdo ne bo pomil posode? Jug! Zakaj pa si šel zdaj ven? A resno? Aha, pardon, nisem videl. Dobro, imamo sodnico, super. Shod! Ja, stopil si gor, izločen in Jaka tudi zadnji prišel. Oskar. Shod! Izločena. Shod sem rekel, shod. Jug! Sever! In te pitak ni treba pomivati posode, ker si bila zastavica, hvala Bogu. Ok, sever! Ja, sorry. Zahod! O! Ti si izločen, ja, pa še dotaknil si se. Sever! Izločen! Sorry, Rok. Prosim? Ja, prosim, nujno si moraš zavezati. Sam malo. Gremo. Sam malo, fantje, no? Sam malo. Poglej zdaj ta finale. Zdaj vam bom dve smeri povedal, ne? In morate na obe se obrniti pravilno in končati na tisti, ki rečem na zadnje. Ja? Translate. Sever, jug! Aha, Julija. Ja, stopila si gor. No, I don't... Now I will say you two different directions, yeah? And you must go to the both of them. Like what? Like you said first. I say vzhod and sever, and you must go to the vzhod first, and then and you must be turned to vzhod and then to sever. Understand? But immediately. Like Yeah, like so as fast as you can. Okay? Ready? Ne. Zahod, jug! Yeah, I'm sorry. Yeah, I'm so sorry. Oskar na vzhod. Ti si tudi šel na vzhod, ja?
Ja, če nisi bil na zahodu, pol. Vzhod pa pol še na jug. Sever, jug! Ja. In imamo zmagovalko, ki ne rabi pomivati posode. Čestitam, Luna. Bravo. Another. Yeah, you can go another one, yeah. But not